Pri nas je pač tako, da imamo dolgo tradicijo, z dolgo tradicijo pridejo številne zgodbe in pri nas je temeljno vodilo srce in zgodba. To pomeni, da naš marketing bazira v večini na naših zgodbah, s tem se diferenciramo in zgodbe vemo, da so danes tiste, ki prodajajo. Mi na srečo naše zgodbe znamo na primeren način predstaviti in potrošnik to nekako z veseljem sprejema, ker ceni prave, avtentične, lokalne zgodbe, s katerimi se lahko tudi poistovetijo. Trženje, dnevna borba za kupca in vsekakor delamo predvsem na kvaliteti in na naši blagovni znamki, ki je pač dnevno negujemo preko marketinga in pa seveda opozarjanja vseh teh prednosti, ki ima naše meso. Mi vedno na prvo mesto postavljamo produkt, tako kot piše v knjigah, značilnosti produkta, kaj nas loči od ostalih in potem poskušamo to poudariti, izpostaviti, povedati na kupcu razumljiv način. Saj na vsezadnje s tem dopovemo kupcu, da ustvarjamo vrednost za njega. Če mi o nečem mislimo, da je kaj dobro, to še ne pomeni, da tudi kupec, če mu ne znamo na pravi način predstaviti. Se pravi, začne se pri kvalitetnem, odličnem vinu in kupcu poskušamo povedati najprej, odkot pride, zakaj je tako in po čem se razlikuje od vseh drugih. Trženje se loteva na 3 načine, na 3 nivojih. En nivo je trženje na stojnicah, poslovna darila, trgovine. Drugi nivo šole, vrtci, zavodi, kot najbolj sigurna varianta. In kot tretji nivo izvoz. Vzpostaviti moramo tudi ta splet za slovenske razmere velikih, srednjih in malih pridelovalcev in vsi skupaj sporočati isto zgodbo. Če se bomo prebili in zmagali, bomo zmagali kot tim, ne kot posamični pridelovalci. Niti znotraj ene panoge, ampak širše kot slovenski pridelovalci živil in pijače.